Spoštovani, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Predsednik Republike Borut Pahor je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za pomembno vlogo v slovenski osamosvojitvi in mednarodnem priznanju Republike Slovenije ter za 70 let dragocenega ohranjanja slovenstva med Slovenci v Argentini prejme Zedinjena Slovenija, krovno društvo Slovencev v Argentini, srebrni red za zasluge. Zedinjena Slovenija, krovna organizacija Slovencev v Argentini, je bila ustanovljena 25. januarja 1948. Organizacija že več kakor 70 let združuje slovenske družine in organizacije povojnega slovenskega izseljenstva v Argentini. Že pred odhodom iz domovine je skupina izseljencev čutila potrebo, da se po prihodu v Argentino, ki so jo izbrali za novi dom, hitro organizirajo v slovensko društvo. Tako so skušali vzpostaviti sistem, ki bi jim nudil gospodarsko in moralno oporo, zastopal koristi članov, bil v pomoč slovenskim priseljencem pri selitvi ter omogočil združevanje Slovencev v Argentini in jih navdihoval pri negovanju verskih, kulturnih in nacionalnih vrednot. Prva leta združevanja Slovencev v Argentini se je društvo imenovalo Društvo Slovencev. Takrat so bile vse moči in delovanje usmerjeni v sprejem novih priseljencev in pomoč pri njihovem vključevanju v novo okolje. Zaradi čedalje večje in obširnejše dejavnosti društva so na pobudo članov nastali različni sveti, odbori, komisije in referati. Pozneje se je z vpisom v državni register društvo leta 1961 preimenovalo v Zedinjeno Slovenijo, ki s tem imenom deluje še danes. Zelo pomembno vlogo je imela Zedinjena Slovenija v času osamosvajanja Slovenije, ko so v društvu z veliko pozornostjo spremljali novice iz Slovenije. Društvo je prevzelo nalogo, da ljudem v Argentini in argentinskim oblastem prikaže slovensko stvarnost. Zadalo si je dva cilja: da Argentina čim prej pozna slovensko državo in da se ustvarijo pogoji za prihodnje odnose na politični, gospodarski in kulturni ravni ter na področju znanosti in športa. Ker tedaj še ni bilo diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v Argentini, je Zedinjena Slovenija do imenovanja prvega posebnega pooblaščenca Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije opravljala naloge predstavništva Slovenije. V času osamosvajanja je bila ogrožena prihodnost svobode Slovenije, so Slovenci v Argentini vseh izseljenskih valov po svojih najboljših močeh prispevali k vzpostavitvi povezav z lokalnimi oblastmi, mediji in vplivnimi argentinskimi osebnostmi. Slovenci v Argentini so delovali povezano in se na različne načine aktivno vključevali v zbiranje podpisov v podporo mladi, samostojni državi. Pošiljali so pisma argentinskim politikom, pripravljali manifeste slovenstva na različnih lokacijah v Buenos Airesu in drugih argentinskih krajih.
Krepili so stike z argentinsko vlado, nastopali na televiziji in v različnih radijskih oddajah. Prav zaradi hitrega ukrepanja vseh Slovencev v Argentini so se tovrstna prizadevanja Zedinjene Slovenije 6 mesecev pozneje uspešno končala s priznanjem Republike Slovenije kot samostojne in neodvisne države. 16. januarja 1992 je bila Argentina v skupini držav, ki so v začetku tega leta priznale suverenost samostojne in neodvisne Republike Slovenije, ob Urugvaju in Čilu je bila prva v Južni Ameriki. Danes Društvo Zedinjena Slovenija združuje slovenske družine in posameznike v Buenos Airesu in notranjosti Argentine, zagotavlja delovanje slovenskih osnovnih šol in srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka ter podpira mladinske organizacije, Zvezo slovenskih mater in žena ter slovensko dušno-pastirstvo. Tednik Zedinjene Slovenije, Svobodna Slovenija, je 1. maja letos praznoval 73. obletnico in je edini časopis Slovencev v izseljenstvu, ki izhaja tedensko. Delovanje Zedinjene Slovenije sega čez meje Argentine, sega v srca Slovencev in Slovenk po vsem svetu. Zedinjena Slovenija nedvomno dokazuje, kako lahko le povezani obstanemo, čeprav daleč od domače zemlje, ponosni, pokončni in zavedni. V imenu Zedinjene Slovenije bo odlikovanje prevzel predsednik društva gospod Jure Komar. Spoštovani rojaki, lepo pozdravljeni predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, ministrica Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospa Helena Jaklič, dragi rojaki. Danes Društvo Zedinjena Slovenije iz Argentine, katero mi je čast, da predsedujem, sprejema odlikovanje Srebrni red zasluge ob 30. obletnici naše drage Slovenije. Dolga leta so naši predniki želeli in sanjali imeti samostojno državo, priznano na mednarodnem področju. Dosegli smo samostojno državo, kateri pripadamo, saj so tu korenine naših prednikov, tukaj je del naše zgodovine in to začutimo v srcu, ko stopimo na slovenska tla. Tisto leto 1991 smo Slovenci pod Južnim križem stopili vsi skupaj in pred argentinsko družbo pokazali Slovenijo in izrekli željo, da bi bila samostojna. Mnogo je bilo dela v tistih mesecih. Vsak rojak je po svoji možnosti prispeval, da se je dosegla v Sloveniji samostojnost in dosegli, da je Argentina bila ena prvih držav v Ameriki, ki je priznala samostojnost Republike Slovenije. Vsa čast in hvala vsem Slovencem, ki so v tem času vodili našo skupnost pri tem podvigu. Njim pripada to odlikovanje. Imamo našo državo, našo domovino. Zanjo je treba skrbeti kot najdragocenejšo pridobitev. Kot Slovenci imamo pravice, a tudi obveznosti. V pravnem smislu je poteklo 30 let, a kot narod imamo dolgo zgodovino in tam ima poglavje, ki še niso jasna in povzročajo nemir. Slovenija in vsi Slovenci v domovini in po svetu potrebujemo priti do sprave, da bo naša mlada država živela še na mnoga leta. To je naš izziv v teh časih, v katerih je pandemija v svetu marsikaj spremenila. Osnovati se moramo na naših vrednotah, ki bodo kaži pot, da dosežemo cilj sobivanja med brati in sestrami slovenskega rodu. Kakor piše argentinska pesnitev, bratje naj držijo skupaj, prvi zakon je v postavi. Zveza trdna, temelj pravi, da bo trden njen obstoj. Če med njimi vstane boj, kdo od zunaj vse podavi.
Zahvalimo se in prosimo našo Marijo pomagaj, naj varuje in popelje po pravi poti našo drago Slovenijo. Bog te živi, Slovenija. Hvala, gospod.